N1 podcast s Suzano Lovec. Trgovina z ljudmi, izkoriščanje ljudi za prostitucijo, delavci kot sužnji, prisilne poroke, prisiljenost, beračenje in žeparjenje in otroci, ki jih nagovarjajo oblike prostitucije. Ne nekje nekoč, ampak tukaj in zdaj. Slovenija 21. stoletje. Polona Kovač, predsednica društva Ključ, Centra za boj proti trgovanju z ljudmi, je danes moja gostja. Spremljate pa N1 podcast. Dobrodošli, gospa Kovač. Ja, hvala. In dobrodošli tudi gledalci in gledalke, poslušalci in poslušalke. Moje pogovore lahko, kot seveda veste, vidite na N1, vsak teden sem z vami in vidite jih v rubriki Poglobljeno in rubriki Podcast. Nanje se lahko naročite na YouTube kanalu N1 Slovenija pri vseh večjih ponudnikih podcastov, prav tako pa jih vidite tudi na EON-u in na strani Metroplay. Gospa Kovač, trgovina z ljudmi v 21. stoletju seveda ne izgleda kot v času sužnjelastništva. Torej, bom tako vprašala, kaj so torej okovi zdaj na ljudeh, zaradi katerih ta trgovina poteka, obstaja še vedno? Kakšna je? Gre za izkoriščanje prostitucije in drugih spolnih zlorab, gre za prisilno delo, suženjstvo, služabništvo, trgovino z organi in tako naprej. Kaj so torej ti okovi, ki jih dajejo storilci žrtvam v 21. stoletju? Različne pač torej od različne oblike izkoriščanja. Na eni strani so problemi izhodišča teh oseb, torej prihajajo velikokrat iz nekih bolj revnih okolij, morda se zadolžijo, da pridejo v Slovenijo, oziroma obstaja nek fiktivni dolg, ki so ga dolžni tem povzročiteljem. In zaradi tega vztrajajo v nekih izkoriščevalskih situacijah. Velikokrat, sploh pri prostituciji, je to povezano z nekimi izkušnjami nekih travmatičnih dogodkov, torej nasilja v družini, zlorab, morda zasvojenosti, torej različne zgodbe. Trgovci z ljudmi pa držijo osebe v teh okovih, če tako rečemo, na različne načine. Predvsem je zelo veliko ekonomskega nasilja, groženj, tudi fizično nasilje se dogaja, pri prostituciji jasno tudi spolno nasilje. Torej, v bistvu je cilj povzročiteljev, da osebi dajo občutek, da niso vredne in da jim nihče ne bo zares pomagal, oziroma da ne morejo računati na to, da je za njih sploh možno drugačno življenje. In ker se jim ta občutek tako močno odcepi potem v njihovo podzavest, da temu resnično verjamejo, enostavno tudi sami dejansko ne zaprosijo za pomoč, tudi ko je na voljo, ampak ostajajo v teh odnosih in ne vidijo izhoda. Tudi vi se s tem soočate, kot društvo, da ne opozorili ste me, da v bistvu žrtve pogosto same sebe ne vidijo kot žrtve. Da, recimo to, da so izkoriščani, v bistvu ni prepoznano tudi z njihove strani, vključno s temi občutki, o katerih ste govorili, strah, sram, krivda. Občutek tudi, saj sem nekoč privolil v nekaj, in čeprav se je to potem izrodilo v čisto nekaj drugega, vztrajajo v tem v bistvu začaranem krogu. Ja, drži. Ravno to je tudi v bistvu ena taka ovira, težava tudi pri našem delu, strokovnem delu z uporabniki, uporabnicami, ker resnično želiš nuditi podporo, veš, da so za njih možne drugačno življenje, bolj varno življenje, ampak dokler oni sami tega ne uvidijo, je v bistvu vsaka oblika pomoči težavna. Hkrati pa to ne pomeni, ne odvezuje tistih, ki pa morajo preganjati povzročitelje, da pa vseeno opravijo svoje delo, ker pač ni pogoj, da se žrtev prepozna kot žrtev. Če živimo v nekem sistemu, kjer je jasno, kaj je izkoriščanje in je oseba izkoriščanja, imamo na drugi strani povzročitelja, potem je pač treba kaznovati povzročitelja, pa bomo potem v drugi fazi pomagali žrtvi. Ko razlagate, vi veliko izobražujete javnost, tudi ta oddaja ima ta namen, da čim več ljudi izve, kaj je trgovina z ljudmi, da se ljudje prepoznajo, da prepoznajo tudi to, ko to vidijo, da ne gledajo proč, in seveda tudi strokovna javnost ve, kaj mora narediti. Kako najbolj, recimo, splošni javnosti pojasniti, kaj je trgovina z ljudmi? Definicij je več, imamo pač čisto strogo kazensko pravno, ki pač pove, kaj v členu piše. Imamo pa tudi to, ki je recimo malo širša, tudi v skladu z mednarodnimi pravnimi dokumenti in pa predvsem s tem pristopom, ki je usmerjen k žrtvam. In jaz bom o tej definiciji govorila. Trgovina z ljudmi torej pomeni novačenje, prepeljanje,
manipulacije z namenom nekega izkoriščanja. Različne oblike izkoriščanja obstajajo, potem so pa tukaj uporabljena še določena sredstva, to je zdaj tudi iz te zakonodajne definicije, ne, torej neke grožnje, uporaba neke sile, omejevanja. To, ne, v bistvu, kar se nas tiče, trgovina z ljudmi, dejanje, ki z namenom nekega, predvsem dobička, predvsem denarnega, lahko pa tudi kaj drugega, izkorišča človeka, mu odvzame njegovo avtonomnost, mu odvzame moč, da sam zase odloča in se na ta način potem okoristi nekdo s tem. Te oblike izkoriščanja se z leti, desetletji tudi spreminjajo, ne? Ja, se ja. Recimo zdaj, če najbolj aktualna, pa ki recimo še ni pravno gledano zares prepoznana ta trenutek, ampak mi upamo, da bo, so vse te razne zlorabe, ki potekajo zgolj preko spleta. Naprimer zvodništvo žensk, deklet preko OnlyFansa. Kaj bomo s tem naredili? To je narobe, te osebe so dejansko se počutijo slabo, so izkoriščene, nekomu morajo izročati svoj zaslužek, ampak kar se je strogo gledano nekega kaznivega dejanja trgovine z ljudmi tiče, to ni, ne. Bomo pa pač morali premisliti o tem, kako dejansko odpreti polje. Nova direktiva prinaša recimo kaznovanje nadomestnega materinstva. Okoriščanje z nadomestnim materinstvom kot obliko trgovine z ljudmi, tega do zdaj tudi nismo imeli kot tako prepoznano. Tudi prisilne poroke same po sebi niso zares bile prepoznane kot del kaznivega dejanja, no, tudi to se spreminja. Tako da ne gre v bistvu mogoče toliko, razen zdaj teh preko spleta so res nove, ampak pri nekaterih gre pa samo za to, da je pa prepoznava boljša. Torej dogajale so se že v preteklosti, ampak zdaj pa dobivajo tudi svoje mesto. Skratka, mislite, oziroma opozarjate, da mora tudi zakonodaja slediti novim oblikam, novim načinom novačenja, izkoriščanja, ne? Najprej seveda, ko govorimo o tej temi, velikokrat najprej pomislimo na zlorabo prostitucije. Zgodbe teh oseb, predvsem so to ženske, vsekakor pa ne samo ženske, so grozne. Veliko izhaja, kot ste vi že prej rekli, iz slabih ekonomskih razmer, iz revščine. Mnoge so doživele nasilje v otroštvu, tudi žrtve spolnega nasilja. Poskusi novačenja za prostitucijo so običajno zelo zgodaj že, ne. Trpinčenje, duševne stiske, manipulacije. In kot sva rekle, prepoznavanje in osveščanje je ključno. Torej, žrtve splošne javnosti, organov pregona in tako imenovanih strank. In tukaj se srečamo s temi številnimi miti v zvezi s prostitucijo, ki jih vi na vaši spletni strani tudi dobro pojasnite. Miti, ki ne držijo, ne? Od tega, da to je takšno delo, kot je vsako drugo delo, one se prostovoljno za to odločijo, prostitutke v tem uživajo, to je njihova svobodna volja. Ampak v ozadju je vse kaj drugega, ne? Kaj vam pripovedujejo te ženske? Ja, se pravi, večina oseb, s katerimi smo mi delali in so imele izkušnje prostitucije, predvsem so to bile ženske, tudi kakšna transspolna oseba je bila med njimi, manj je bilo moških, ampak tudi smo imeli nekaj primerov. V bistvu je prostitucija večinoma ni prva travmatična izkušnja v večini teh njihovih zgodb, no, ampak je kvečemo bolj na koncu seznama. Predvsem poročajo o neki zgodovini nekih zlorab. Zelo veliko je oseb, ki so imeli izkušnjo spolne zlorabe še v otroštvu in se potem to odrazi v tem, da se kasneje v življenju znajdejo v prostituciji. Temu tudi pritrjujejo mednarodne raziskave narejene na tem področju. Enkrat sem brala da naj bi se celo 30% žrtev spolnih zlorab enkrat na eni točki v življenju ukvarjalo s prostitucijo. Medtem, ko pri nas, recimo ti, s katerimi mi delamo, je procent bistveno višji, skoraj vsaka pove, da je imela to izkušnjo neke spolne zlorabe, spolnega napada. Potem zelo pogosto so izkušnje nasilja v družini, zdaj bodisi v matični družini, torej da je tukaj bilo na strani staršev, večinoma zdaj so tukaj bili pač nekako očetje, tisti, ki so povzročali nasilje nad materami in so na ta način dekleta, ko so še bila dekleta, ne, potem v odrasli dobi dobili občutek, da je takšno vedenje sprejemljivo, oziroma da je to nek običajen način vedenja, nekaj, kar tako pač je, ne.
kar se potem lahko odrazi tudi v nekih njihovih prvih odnosih, ki so tudi bili nasilni morda. Ne? In tako se nabirajo te izkušnje. Ne? Izkušnje zlorab, izkušnje nasilja, velikokrat gre to z roko v roki tudi s kakšno zasvojenostjo. Predvsem so tukaj zasvojenosti z drogami, z alkoholom, tudi zasvojenost z odnosi. In od vseh teh zgodb je samo še korak do tega, da potem samo sebe vidiš kot telo, ki je lahko tudi nekaj, s čimer bom čez nekaj zaslužila, ker sej, kaj pa ne naredim drugega. Potem se pojavi nekdo, ki ti reče, ja, pa sej ne boš dobro zaslužila, ali pa izsiljuje morda, če gre za tvojega partnerja, le, če me imaš rada, boš pa to in to in to za naju naredila, za najin odnos. Take manipulacije. In potem se oseba znajde v prostituciji. In potem je pa težko nehati. Težko je nehati zato, ker ko se enkrat, o tem se veliko pogovarjamo, ko ti enkrat si na ta način uporabljena, kar naenkrat res ne verjameš več, da si vredna česa drugega, česa boljšega, da si vredna odnosa, ki ni nasilen. Z roko v roki gre to tudi s tem, da si se kar navadiš živeti v takih nekih ekstremnih okoliščinah in potem neke take bolj mirne okoliščine, kjer ni ves čas tega občutka, da moraš samo preživeti. Ne znajdeš se dobro v njih. Ne veš, kaj bi s tem naredila. V bistvu ti je bolj stresen mir, kot pa izbruhi, nasilje, grožnje, ker si v tem toliko časa živela. Potem je pa še te uporabniki, tovrstnih storitev, zelo velikokrat gre za ljudi, ki so precej nasilni. Ker namreč po tem, kar nam povejo, in spet gre to tudi zelo lepo z roko v roki z vsemi raziskavami, tudi iz tujine, iz drugih evropskih držav, moški, ki se poslužujejo, predvsem moški, poslužujejo tovrstnih storitev, tega ne delajo zaradi nekega občutka osamljenosti, pa ker so neljubljeni, pa ker jih doma žena ne posluša. Ne. Ni to izhodišče. Večinoma gre za to, da si plačujejo nadzor. Ne. Jaz sem tebe plačal in zdaj boš ti delala tisto, kar ti bom jaz rekel. In iz tukaj pride potem pa zelo, zelo veliko spolnega nasilja, zlorab, posilstev, izsiljevanja za te spolne aktivnosti brez zaščite v tem smislu. In kaj se zgodi, ko oseba se znajde v tej situaciji? Pride do disociacije, do tega, da se umika ven iz svojega telesa, ko se to dogaja. Dolgoročno pa to spet pušča neke trajne posledice, velike tesnobnosti, depresije, tudi samomorilnosti, samopoškodbenega vedenja, takšnega in drugačnega. Tako da te zgodbe so zelo, zelo travmatične. Ni enostavno in izhod ni enostaven, je seveda mogoč. Mi tudi delamo z osebami, ki so bile v prostituciji, ki so nekatere morda še, pa dobijo pri nas podporo, pogovore, niti jih ne silimo k temu, da bi izstopile. Si pa želimo, ker mi vidimo, da bi se boljš počutile, da bi prišle do tega. Ampak vsaka stvar terja nek svoj čas. Nihče nikogar pač nič ne sili v naših programih. Ampak te, ki so se odločile izstopiti, traja pač več let na neke terapevtske obravnave, teh svetovalnih aktivnosti, ki jih mi omogočamo, pogovorov, tudi potem še kasneje, čez leta pride do kakšne izkušnje, ko je spet neko nasilje prisotno, morda redke te, s katerimi smo mi delali, pa da so šle čez naše programe, se dejansko vrnejo v prostitucijo, ampak še vsem to ne pomeni, da živijo v odnosih, ki pa ne bi bili za njih škodljivi. Tukaj pa treba res veliko, veliko delati. Tako da, kar se teh mojih izkušenj tiče, pa zdaj že to kar nekaj časa delam, bi rekla, da je prostitucija tisto, kar res pusti take posledice, da je v bistvu največ dela potrebnega, da oseba pride k sebi. Je pa možno. Zato smo pač tudi mi tam, tudi ne odnehamo, smo pač vedno na voljo in nudimo podporo, kolikorkoli let je pač to potrebno. Kam jih pa umaknete? Torej iz recimo tega nekega izkoriščevalskega odnosa, od zvodnika, od nasilja, kam jih umaknete? Za osebe, ki se odločijo, da želijo sprejeti pomoč, podporo, tudi na ta način, pa potrebujejo umik, se morda vse niti ne potrebujejo, ne čutijo te ogroženosti, pa se rabijo samo, kako bi rekla, podporo, da prekinejo. Ampak te, ki se pa čutijo ogrožene, je pa sistem v Sloveniji takšen, da grejo lahko v krizno namestitev, ki traja do 3
30 dni, to izvaja druga nevladna organizacija, po teh 30 dneh pa lahko pridejo k nam v varni prostor, kjer so pa lahko trajno, to je trajnejša namestitev, niti ni zares časovno omejena, mi pa jih spodbujamo, da v nekaj mesecih grejo naprej. No, da res jih spodbujamo k temu samostojnemu življenju. Ta samostojnost, to odločanje o sebi, to jim je bilo odvzeto. In varni prostor spet postavlja ene omejitve. Ne smeš nikomur povedati, kje si, pa skozi se moraš javljati, pa tam so neke zaposlene, a ne, ki te skozi nekaj sprašujejo, skozi moraš nimaš nadzora zares nad svojim življenjem. Tako da mi spodbujamo recimo po nekih pol leta, 8 mesecih, da oseba bi šla naprej. Smo tudi uspeli pridobiti še eno dodatno neprofitno stanovanje, kamor rečemo podporno stanovanje, tako da se lahko osebe potem tja umaknejo po določenem času v varnem prostoru, začnejo živeti samostojno in tako, da gre korak za korakom k temu, da potem pač dobijo neko varnejšo zaposlitev, se pa potem grejo v tak nek samostojen najem, ko so pripravljene na to. Večina teh oseb, torej ko govorimo o prostituciji, zlorabi prostitucije, prihaja iz drugih držav? Niti ne, različno. Imamo v bistvu pri prostituciji kar precej uravnoteženo. No. Torej državljanke Slovenije in državljanke drugih držav, tako, ki se znajdejo tudi pod različnimi napačnimi obljubami oziroma obljubami, ki potem niso uresničene. Nekatere so prepričane, da bodo delale kot natakarice in podobno, zerke. Različna izhodišča. So te, ki prihajajo iz tujine, so nekatere čisto zavedene, nekatere vedo, da bojo pač, ne vem, na primer, plesali v naših lokalih, izvajali neke erotične masaže, pa se potem to sprevrže v prostitucijo. Nekatere vejo, kaj bojo delali, ampak vedno mislijo, da bo zaslužek dober, da bojo lahko neke svoje pač pogoje, da se bojo lahko odločale o strankah, da bojo imele pač nek počitek, vse to, potem pa ničesar ni. Podobno pri Slovenkah. Pri Slovenkah je tako, da velikokrat se znajdejo v teh situacijah, tudi zaradi težav morda z zasvojenostjo, ker pač morajo financirati potem na to. Da tudi dilerji v to silijo? Ja, oziroma pač neki ljudje, ki se pojavijo in začnejo izkoriščati. Ali pa da se odločijo same za to kot nek izhod iz neke življenjske situacije, ki ne vejo točno, kaj bi naredile. Potem pa se nekje pojavi nekdo, ki jim se želi okoristiti z njihovim, s to aktivnostjo. Tako da se pa prepleta, trgovina z ljudmi pa zloraba prostitucije, tudi zato imamo mi tudi slovenske državljanke, ker pač zvodništvo ne izbira zares. So pa tiste, ki so iz tujine, seveda še toliko bolj ranljive, ker še ne govorijo jezika, ne vejo, ki točno sploh so v resnici, ne znajdejo se, ne vejo, so legalno tukaj, grozijo jim, lažejo se jim, da je prostitucija pri nas kazniva, da če bojo šle po pomoč, bojo pač policaji njih preganjali, lažejo se jim, da ne vem, imajo vse policiste v Sloveniji podkupljene ali pač v tistem kraju, če bo šla na policijo, bom jaz to zvedel. Tako, te ženske pa to verjamejo, ker pač prihajajo iz držav, kjer je zelo veliko korupcije, kjer je mafija takšna, da ne vem, gre res pa ubija tvojo družino. Ona ne ve, da zdaj verjetno ta kriminalc, ne vem, iz Nove Gorice ne bo šel v Dominikansko republiko njenih otrok ubijati, ampak vedeti ne more. Verjame tem grožnjam in gre prestrašena, pač dela, kar ji rečejo in kolikor časa ji rečejo. Koliko teh oseb se v bistvu na vas obrnejo sami, kako zvejo recimo za vas in kolikokrat pridete do njih recimo potem, ko organi pregona nekaj že odkrijejo? Ja, več je teh situacij, manjkrat se osebe na nas same obrnejo. Največkrat torej izvemo za določene primere od nekih oseb, ki opazijo stvari, da so narobe. To so lahko zdaj neki zaposleni na nekih institucijah, to so lahko morda tudi kakšni zaposleni v kakšnih drugih nevladnih organizacijah, ko pride oseba po pomoč zaradi ene stvari, pa se potem izkaže, da je tukaj še cel kup drugih stvari. Z njimi jih gremo informirati tudi takrat, kadar policija izvaja kakšne realizacije, tako da se jim pač pove, kakšne imajo možnosti v Sloveniji. Različni načini so, kako pridemo do uporabnikov, uporabnic. Zadnja 2-3 leta, ste mi rekli, je zelo malo prepoznane prostitucije, več je prepoznanega izkoriščanja delavcev, prisilnega dela. Po oddaji Tarča ste v bistvu objavili javno pismo, vaše društvo, javno pismo, v katerem opozarjate
da ste v programu Oskrba žrtev trgovine z ljudmi. Namestitev v varnem prostoru je bilo leta 2024 vključenih 5 filipinskih državljanov. To so te osebe, o katerih v bistvu je govorila tudi Tarča. Vsi filipinski državljani so bili z naše strani prepoznani kot žrtve trgovine z ljudmi. Pogumno so se odzvali vabilu Tarče, da sodelujejo in podajo svojo izjavo, da povedo svojo zgodbo, kar so tudi storili. Nekateri so vzami v očeh, a tudi z ogromno iskrico poguma in borbenosti. Predvsem pa z zaupanjem, da v Sloveniji deluje sistem zaščite žrtev in pregona storilcev. Zgodba, o kateri je poročala Tarča, je bila novica za en dan. Kaj je skupno vsem žrtvam trgovine z ljudmi? To, da izgubijo svoj glas, možnost izbire, da postanejo preslišane in nevidne. In ponovno je bil njihov glas preslišan, nepomemben. In zato se oglašamo, pravite v tem javnem pismu, ki sem ga prebrala, in tudi to je bil povod za današnjo oddajo. Skratka, ker je ta glas pomemben, in ker se zlorabe ne smejo dogajati. Zato me zanima, kako je zdaj z njimi, s temi delavci konkretno, o katerih je govorila oddaja. So tukaj kakršne koli indici, da bodo stvari se premikale na bolje, to, na kar ste vi opozorili, da to postane potem novica za en dan. V resnici pa gre za človeška življenja. Ja, v njihovi konkretni zgodbi je velika večina, vsi so tudi z našo pomočjo, pa pomočjo delavske svetovalnice, našli varne zaposlitve in zdaj so, se pravi, pustili to izkušnjo za sabo, jih je seveda zaznamovala, jih je prizadela, še vedno jih bolijo krivice, ki so se jim zgodile, ampak nekako so usmerjeni v prihodnost, v to, da bi torej delali, si morda ustvarili življenje tudi v Sloveniji, ostali, ker jim je tukaj všeč, ker si pač nekako začenjajo širiti neko socialno mrežo. Je pa skrb, obstaja skrb, se Tarča ni govorila samo o njih, govorila o celotnem sistemu, kako funkcionira, kako ne funkcionira, kaj je problematičen, kaj vzbuja veliko mero nezaupanja v institucije. In to je pa tisto, kar je velik problem za nas na društvu Ključ, za vse te žrtve, za vse osebe, ki jim mi govorimo, morate zaupati, morate zaupati organom pregona, morate zaupati, pejte pričati, dajte, spodbujamo jih temu, ker verjamemo, da je to tudi za njih dobro, da se stvari zaključijo tudi na takšen način. In potem, ko pride ena takšna zgodba ven, ko novinarji razkrijete takšne povezave, ko je tukaj res izkazano eno veliko nezaupanje v pač politični vrh Slovenije. Tukaj pa potem je strah tega, kako naša država trenutno funkcionira. Mi živimo v pravni državi, živimo v socialni državi. To niso majhne stvari. In mi zdaj kot nevladna organizacija smo tukaj v eni taki zelo nehvaležni vlogi. Spodbujati, še vedno imamo zaupanje do kolegov policistov, s katerimi delamo, še vedno pa tožilstva. Še vedno računaš na to, da stvari funkcionirajo, ker sicer kako bomo pa delali. Ampak ja, pri takšnih zgodbah, ko vidiš, da morda pa vseeno je tukaj v ozadju še kaj, je pa to skrb vzbujajoče. In če lahko tukaj še to dodam, jaz sem dejansko bila tudi na nekem sestanku z predsednikom vlade, z nevladnimi organizacijami je imel sestanek. Po tej oddaji? Ja, po tej oddaji. In me je kar pretresla njegova izjava, pa ne samo mene, vse nevladne organizacije, ki smo bili tam prisotne, ker sem pač izpostavila ta problem nezaupanja. In je gospod mirno rekel, da ne potrebuje našega zaupanja, da morajo uradniki zaupati nam. Jaz mislim, da si tega ne izmišljujem, so to drugi ljudje to slišali. Ja, to je pa skrb vzbujajoče. In če se vrneva na to javno pismo, ta vaš poziv, to je poziv, ki ste ga namenili državi. Povejva zdaj jasno, kaj pričakujete od države, kaj bi država morala narediti? Mislim, jaz mislim, da čisto politična odgovornost bi bila v tem konkretnem primeru, da bi gospod premislil o svojem odstopu. Govorimo o ministru konkretno in to jaz vem, da sem zdaj zelo direktna. Ampak, če novinarji pokažejo na neke take povezave, mene je iskreno Tarča presenetila. Jaz sem tudi tam kar obstala brez besed, ker si nisem tega predstavljala, da so stvari, določene stvari smo vedeli, ampak da so stvari toliko povezane, da
ustrašiš se. Ne? Ustrašiš se, kaj to pomeni za vse te žrtve trgovine z ljudmi? Pa se niso zdaj te filipinski državljani edini. In zdaj, če mi govorimo o neki integriteti, o tem zaupanju v policijo, Torej, odstop Boštjana Pokulkarja, v bistvu o tem govorite, ne? Ja, jaz mislim, da v takile situaciji, ko govorimo o trgovini z ljudmi in o teh povezavah, ne predstavljam si, kako ponovno vzpostaviti zaupanje v policijo, v sistem, če pač je zdaj toliko enega nezaupanja strani javnosti do ministra na podlagi teh stvari, ki so bile pač razkrite. Jaz si ne predstavljam, jaz si pa želim živeti v državi, kjer lahko zaupamo institucijam. Jaz si želim, da naše žrtve oziroma uporabniki naših programov lahko zaupajo v sistem. Tako kot smo v preteklosti se vedno trudili jih spodbujali k temu, da naj zaupajo, da slovenska policija dobro dela, da niso kriminalisti podkupljeni tako kot v Dominikanski republiki ali pa v Ukrajini. To jim mi več čas govorimo in zdaj se znajdeš potem v situaciji, ko pride do nekih takih povezav, ko res ne veš, kaj bi si mislil. In meni je to grozno, meni je to taka strašljiva situacija in zaupanje je pomembno. Zaupanje v institucije je pomembno. Kakšne vse, verjetno bomo, zdaj Slovenija je ena od teh držav, ki bo vedno več, da uporabim ta grozen izraz, ki razčloveči že naravni besede, uvažali več delovne sile. Takih situacij, predvidevamo, bo najverjetno tudi vi vedno več. Rekli ste že, da sodelujete tukaj recimo z Delavsko svetovalnico, ki vemo tudi, da dela veliko že leta na tem področju. Na kaj morajo delavci paziti? V bistvu, ali so dovolj osveščeni in kaj lahko naredimo, da bo prepoznano tudi, da bo tudi taka trgovina z ljudmi prepoznana? Ja, na več nivojih se stvari skušajo urediti. Po eni strani bodo potrebne neke določene zakonodajne spremembe, ker zdaj te zlorabe niso prepoznane kot oblika trgovine z ljudmi, ampak kot kršenje temeljnih pravic delavcev, kar pač ni okej. To je zdaj na enem delu, na drugem delu bomo morali vsi se odločiti. Tukaj res govorimo o celi skupnosti, širši skupnosti, a bomo mi te stvari spregledali, a se bomo obračali stran, ko bomo videli enega delavca, ki je pač slučajno iz Pakistana, iz Bangladeša, iz Filipinov in vidimo, da je v slabi koži in vidimo, da nima, da morda ne dobiva plačila, pa nam to pove. A se bomo obrnili stran, a bomo s to informacijo kaj naredili? Kako se bomo kot družba odzivali na delodajalce, ki na ta način izkoriščajo delavce? A veste, nekaj moči pač imamo, ni da smo čist brez seveda ne moremo ne kupiti telefona, ki ga na Kitajskem ne vemo v kakšnih razmerah proizvedejo. Tukaj imamo neke omejitve, zato ker vse, kar bo prišlo iz Kitajske, je lahko potencialno slabo, in zdaj Kitajsko snala kot primer, ampak iz nekaj teh držav, kjer se pač proizvajajo pa oblačila ali pa težko bomo se čisto izolirali pa bili res popolnoma fair trade, ampak tisto, kar se pa pri nas dogaja v Sloveniji, to pa imamo vpliv. Mi lahko ne gremo v lokal, v restauracijo, ne vem, kjer bo prišlo, ne vem, v medije, da so bili delavci izkoriščeni. Ne peljemo v avtopralnico, kjer je bila zgodba, da so bili delavci izkoriščeni, ne vem, kaj so bile tiste ribe, ne kupujemo, a veste, tako lahko, to pa jaz mislim, da vsi mi lahko naredimo in smo pač toliko pozorni, da ko pride nekaj v novice, ko se o teh takih zgodbah govori, da preprosto začnemo bojkotirati tovrstne izdelke, storitve in da je to edini način, da se te delodajalce v bistvu spodbudi, da ne rečem prisili k temu, da začnejo spoštovati delovnopravno zakonodajo, da tem delavcem omogočijo dostojno življenje. Ne pa, da izkoriščajo njihove stiske, da se te ljudje zadolžijo po 10-20 tisoč evrov, da sploh pridejo v Slovenijo. Tukaj bi še imela kaj zapovedati verjetno o agencijskem delu, agencijah. To je tudi velik problem. Delavci se lahko pridejo v Slovenijo preko Zavoda za zaposlovanje, sploh ni potrebe po teh posrednikih, ki si samo ustvarjajo neke dobičke, pa posredniki so že recimo, ne vem, na Filipinih, pa potem v Sloveniji in tukaj, a veste, več tisoč evrov tam, več tisoč evrov tukaj, potem je pa človek dolžen 10 tisoč evrov, ki jih mora v enem letu odplačati. Kako bo to naredil? Še zasluži 1000 evrov na mesec. Se mora tudi živeti, dolg mora, družini mora kaj denarja, oziroma si želi družini kaj denarja pošiljati, zato je pa šel v Evropo, da bojo njegovi bolje živeli, če je že on tukaj. Tako da te zgodbe so težke, zapletene, ampak mislim, da imamo, tako kot sem rekla, jaz si želim, da bi vsi bili malo bolj pozorni in se res pač ne bi posluževali storitev
aktivnosti izdelkov, za katere lahko sumimo ali pa utemeljeno sumimo, da so proizvod nekih ljudi, ki so zelo trpeli pri tem. Prisilne poroke, koliko je tega še? Ne vemo. Pač tukaj je Slovenija tudi v bistvu zelo slaba. V lanskem letu, ali to začetek letošnjega ali pa konec lanskega leta, jaz vem, se pravi, to je informacija, ki ima Društvo Ključ, je bil sum pri 3 dekletih, deklicah, da so bile prisilno, oziroma da so bile namenjene za prisilno poroko, oziroma da so že imele to izkušnjo. To so informacije, ki pridejo do nas, ne, veliko informacij ne pride do nas. Je pa spet slabo, ne, podobno kot s prisilnim delom, tudi tukaj izgubljamo jih, ne vem, kje se izgubijo v sistemu, niso opažene, ne zaprosijo za podporo. Tako da zadnji konkreten primer, kolikor jaz vem, je bil leta 2015, ko je bila tudi obsodilna sodba. Od takrat, torej v zadnjih 10 letih, pa vsako leto vem, da tudi mi pošiljamo informacije v skladu s sporazumom o sodelovanju na Generalno policijsko upravo. Vem, da prihaja do nekih primerov, ki so zaznani, ampak ne gre tisti korak naprej in te osebe niso dejansko prepoznane kot žrtve trgovine z ljudmi. Je pa prisilna poroka ena taka tudi zelo žalostna, travmatična izkušnja je to za te osebe, ker to ti pa starši naredijo. Se pravi, tukaj pa povzročitelji so tisti, ki naj bi jim najbolj zaupal, ki jih imaš rad, kakorkoli pa kakršnikoli so odnosi. Je težko, ne? In ne greš kar tako stran od staršev, ne zapustiš kar tako cele skupnosti, ker pač kam boš pa šel, s kom se boš pa družil, vsi te bojo izločili, če boš ti šla stran, naprimer, če se ne želiš poročiti s tem človekom, ko so tega starši izbrali oziroma komur so te prodali. Težko si predstavljamo to osamljenost. In jaz vem, da tudi v teh primerih, ki smo jih imeli v preteklosti, ko je potem oseba prišla do nas, tam so 3, 4, 5 zaposlenih, pa par prostovoljcev Društva Ključ in to so edini ljudje, ki jih imaš. Nimaš nobenega drugega. Ne vem, če si to lahko. To je zelo težko se postaviti v kožo teh ljudi. No. Zdaj, mi smo še vedno v stiku recimo z eno, ne sem z eno, no, ampak ena mi je padla zdaj na pamet, ker nam je ravno pisala, ker bo dobila drugega otroka zdaj kmalu in je srečna in se nam spet zahvaljevala, ker smo ji pomagali, da je pač zdaj to njeno življenje čisto drugačno, da je z nekom, ki je spoštljiv. Tudi ona sama, ko je rodila sina, ta prvega, je tako lepo bilo iz porodnišnice, nam je poslala sporočila na Voice, da mu bo rekla, da ne sme nikoli žensk tepci, tako kot smo jo mi učile, da bo zrastel dobrega moškega. Tako vidiš, zakaj to delaš, kar delaš. So neki pozitivni rezultati. Mi bi si želeli pač pomagati res vsem, da grejo na to pot bolj varnega, boljšega življenja. Ampak ja. In tudi sicer predpostavljam, da je v vseh teh letih, ko Društvo Ključ obstaja in dela, od 2001, ne? Ja. Mislim, da je šlo čez vaše roke več 100 oseb. So tudi lepe zgodbe, ki so s srečnim koncem. Tudi o teh mogoče lahko rečeva. Nisem ena takšna. Delali smo z gospo, ki je bila žrtev služabništva v enem od veleposlaništev. Ona zdaj živi tako, so po življenju, ima moža, poročila se v Sloveniji. O služabništvu lahko malo več razložite, zakaj gre? Ja, v bistvu je bila gospa novačena iz ene od afriških držav v Evropo, da bo delala kot gospodinja, torej na veleposlaništvu. In potem, ko je prišla sem, so dejansko ji omejevali gibanje, delala je po 16 ur na dan, zaslužila je, tako bi rekel, 400 ali 500 evrov, nekaj takšnega, da ne bom narobe rekla. No, mislim, da je prvo prosto nedeljo dobila po 8 mesecih takšnega dela, čisto ves čas jim je bila na voljo, nad njo drli so se na njo, bili so grobi do nje, zelo so jo tako poniževali, slabo je bilo. No, in potem, ko je pa dobila te proste nedelje, je pa v bistvu spoznala je šla k maši, tam spoznala eno gospo, ki je bila tudi pač nekega migrantskega ozadja, no, in sta si je povedala, kaj se dogaja, in tako je v bistvu ta zgodba takrat se potem zgodila, je šla na delovsko svetovalnico, oni do nas, in smo v bistvu uspeli takrat, da se je gospo umaknilo, mlajša ženska je bila to takrat, no. In je torej šla potem v varni prostor, naš program reintegracije, v katerem je v bistvu
še vedno je nekako vključena v smislu, da se še vedno malo pač pogovarjamo z njo, ji kaj pomagamo, kadar rabi, ampak v bistvu ne rabi veliko pomoči. Ima službo, torej poročila se je, živi pa čisto običajno življenje in je zelo zadovoljna s tem. Tako da recimo ta zgodba je to takšna. In tudi osebe recimo iz zgodb o zlorabi prostitucije, ne, tudi zaživijo mnoge potem, da rečem temu, bolj zdravo življenje, zdravimi odnosi. Tako. Je res, da je pri osebah, ki imajo izkušnje prostitucije, je proces daljši. Ponavadi to okrevanje ni v enem letu, ampak je kar več let, ampak tudi one, tudi te, s katerimi delamo, nekako grejo naprej. Se pravi, ali imajo zdaj neko delo, morda se izobražujejo, tudi so si neke družine ustvarile. Tako da, živijo tisto neko bolj običajno življenje in tukaj je pa pač različno. Ene so bolj srečne, druge so pač manj, morda še kakšno izkušnjo negativno ponovijo, ampak saj ne vračajo se. In okrevanje žrtev zlorabe prostitucije običajno traja dlje časa kot kazen, ki jo dobi v bistvu storilec, ki je žensko izkoriščal. O beračenju in žeparjenju še par besed. Tudi pri obeh teh dveh stvareh pravite, je izjemno slaba prepoznava, da ljudje in policija slabo zaznava, da so ljudje izkoriščani. Mnogi ljudje so, kar mimoidoči ne vejo, prisiljeni v to, da beračijo. Jim je veliko odvzeto od tega denarja, ne beračijo pogosto zase. In tudi ti, ki po večjih mestih kradejo, žeparji, so tudi pogosto take zgodbe. Ne vemo, teh primerov smo dejansko imeli sorazmerno malo. Ne vemo, kakšen je obseg. Vidimo lahko pač na ulici, tako kot vsi ostali ljudje vidijo, je razlika med tistimi, kralji ulice in pa nekom, ki je izkoriščen za beračenje. Razlika je v tem, da ta, ki je izkoriščen, gleda v tla, je morda tako drugače, hendikepiran. Tukaj so velikokrat tudi kakšni otroci lahko, ne govori jezika, torej prihajajo iz držav, morda Romunije, Bolgarije, tudi Slovaška je že bila omenjena, kakšne balkanske države tudi včasih. In te osebe zdaj ne delajo tega zase, to delajo zato, da potem nekomu izročajo denar, vse, kar zaslužijo, kar pač, ukradejo, to morajo nekomu izročiti, ni to za njih. Vem, da sem gledala enkrat en dokumentarc, s njim je bil na BBC-u, ki je šel en novinar v Romunijo in je prav snemal vse tiste vile teh, tja gre pa potem denar, tako pa vidiš, kako. Tako da te ljudje so v bistvu zelo slabi koži, tudi zato, ker so bili nekateri med njimi že rojeni v to beračenje in oni v resnici ne poznajo ničesar drugega. Jaz mislim, da marsikdo med njimi niti pismeni. Niso bili v nekem sistemu izobraževalnem. Cel sistem tega pa je tak, kako bi rekla, tak klanski, oziroma nekdo je vodja, in potem so te neke družine, ki vse temu vodji nosijo ta denar. Jaz sem brala recimo primere iz Velike Britanije pa Francije, da se ženske odpelje tja, njihove otroke se pa obdrži v Romuniji in se jim, naprimer, to mislim, da je bil primer Romunije, in jih potem na ta način jim grozijo, jih izsiljujejo, ker so pač njihovi otroci tam in one morajo zdaj to vse delati. In včasih se to tudi ne neha samo pri beračenju pa žeparjenju, ampak gre tudi še v izkoriščanje prostitucije lahko. Vem, da v Italiji so imeli primere, ko so ženske bile prisiljene delati na nekih plantažah, čez dan, po noči so bile pa izkoriščene za prostitucijo, naprimer. Tako zelo se te stvari povezujejo. In težko je. Zdaj slovenska policija pravi, oziroma kolikor smo se mi pač pogovarjali, da je težava v tem, da zelo migrirajo po mestih, po državah. Zdaj, jaz težko ocenjujem, koliko to drži. Verjamem, da je zahtevneje preiskovati, če se pač ljudje ves čas menjajo, ampak predvidevam pa, da neke strukture postajajo iste. Morda tudi ne vem. Vsekakor pa
mi zagovarjamo stališče, da ni zadajati denarja beračem, takrat, kadar ocenjujemo, da gre za prisilno beračenje, da je za poklicati na 113 povedati, kaj smo videli, a ne sploh, če vidimo, da nekdo tisti denar pobral, da se potem te stvari res zazna, pa da se jih preiskuje in da bomo na ta način v bistvu še najbolj pomagali. Če pa vidimo otroka na ulici, ki bi moral biti v šoli, ali pa v vrtcu, predvsem v šoli, pa nekaj dela, v takem primeru je tudi smiselno kar poklicati na policijo. Kako v bistvu do tega, eden od problemov je to, kar smo že omenili, da se tudi žrtve ne prepoznajo kot žrtve, ne? Kako osveščati, kako povedati, razložiti ljudem, da so se znašli v bistvu kot žrtve trgovine z ljudmi? Kaj so tisti znaki, na katere moramo biti vsi pozorni, ampak tudi nekdo, ki se je znašel v neki situaciji. Skratka, verjetno to, da si izgubil nadzor, da nekdo razpolaga s tabo, tvojim časom, tvojim telesom, da ti jemlje denar. Jaz bi mogoče res rekla, včasih kdo reče, pa sej mi, kad delamo, moramo tudi delati tisto, kar nam delodajalec reče, ampak bistvena razlika je v tem, da imaš vse neko avtonomijo nad svojim telesom, da imaš možnost odločitve, da imaš tudi v resnici možnost zapustiti to delovno mesto, pa je delati nekam drugam, da imaš dopust, da imaš bolniško, če pač to potrebuješ. Torej, da nisi izgubil vseh pravic, da nisi žrtev nasilja, da se na tebe ne derejo na dnevnem nivoju, da ti ne grozijo, da te ne veš čas nekako manipulirajo k temu, da si plačan za svoje delo. Zdaj, kakršnokoli to plačilo je, ampak takšno mora biti, ko je v skladu s slovensko zakonodajo, vsaj minimalno, vse te stvari so pač pomembne. Zdaj, če oseba čuti, da je v nekem izkoriščevalskem delovnem okolju, je edino, kar jaz lahko svetujem, da se pač obrne ali na nas, ali na delavsko svetovalnico, tudi na, Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije, oziroma pač na nekoga, ali pa na policijo, ki bi lahko svetoval, ponudil neko podporo in ji povedal, da je to res, te možnosti imaš v Sloveniji, to se da, to ni okej. Tako da ne ostajajo v teh okoliščinah. Če govorimo pa mogoče o mladih, ki se znajdejo kdaj v kakšni taki situaciji, ali pa ko razmišljajo o delu v tujini, o nekih takih bolj avanturističnih zadevah, jaz absolutno tudi podpiram, da mladi pač živijo tako kot, ker so mladi, ne se imajo lepo, ampak res je pomembno, da se prej pozanimajo, kam grejo, pod kakšnimi pogoji bojo delali, da nekomu povejo, kje so, da vidijo, dobijo neko pogodbo, da ne delajo na črno, da so pa zaščiteni. Pogodbo v jeziku, ki ga razumejo, Recimo državljani Filipinov, Pakistana, to kar neke prazne dokumente morajo podpisovati, pa se pa to izkaže, da so to neki dokumenti, da se ki ga potem dopolnejo, da se odpoveduje delovnemu dovoljenju sam. Recimo, kakšne take stvari, ko so za njih res slabe. Torej, če zdaj govorimo mi o tem, kaj mi mladim svetujemo, ko z njimi se pogovarjamo, nikoli ne podpisati nekaj, kar ne razumeš, pa daj se pozanimati, dokumente imej pri sebi, ne jih nobenemu izročati. Poskeneri si jih, shrani nekam to, da pač, če ti jih oduzamejo, boš imel možnost. Pa predvsem umik, varen, prvi možen varen umik iz situacije je treba izkoristiti. Iti na policijo, iti k nevladnim organizacijam. Ne čakati, pa jaz še vedno rečem, da če delodajalec izkaže, da se ne drži tega, kar je bilo dogovorjeno, ne računa, da bo drug mesec drugače, pa čez 2 meseca. Pa če že kar naenkrat se ti zgodi, da si pol leta izkoriščen, takrat je pa potem že zelo težko iziti iz te situacije. Dajte takoj. V prvem mesecu, če vidiš, da niso stvari takšne, kot so bile dogovorjene, pa zdaj ne govorimo o nekih malenkostih, ampak o teh nekih resnih stvareh, ne dobijo delovne zaščitne opreme, delo je kar naenkrat ni takšen delovnik, kot je bilo dogovorjeno, ampak se kar pričakuje po 12, 13, 14 ur na dan, da se bo delalo. Govorim res o teh nekih resnih kršitvah. Treba je poiskati pač pomoč. Tukaj je pomembna ta akcija, kolikorkoli je težka. Če pa kdo drug opazi, da so osebe izkoriščene, pa še toliko boljše, da se pač nekomu to javi in da se tem osebam potem lahko ponudi pomoč, da se jim da ta občutek, da so slišani, da so videni, da niso sami. A vi dobite, recimo, prej ste nekaj rekli, kako je to sodelovanje z organi pregona s policijo, ampak dobite tudi tako od splošne javnosti, vas kdo pokliče, reče, zdi se mi, da v tem bloku kaj se dogaja prisilna prostitucija, da so ženske zaprte. Tako. Mi dobimo iz splošne javnosti ali pa, tako bom rekla, mogoče kakšnih
zaposlenih na določenih institucijah, ki niso policija ali pa centra za socialno delo, ki se jim zdi tudi nekaj. Recimo, en takšen primer je bil, ko nas je nekdo pač obvestil o možnem služabništvu tudi. In je dejansko se potem zgodila obsodilna sodba. 2 zakonca sta si uvažala ženske z Balkana, nekaj let nazaj je bilo, to niti ni toliko zelo dolgo nazaj, in sta jih izkoriščala za služabništvo. Pač nič jim nista plačala, to so bile neke gospodinjske pomočnice v zelo slabih razmerah, mislim, da tudi neko fizično nasilje je bilo prisotno, res tako slabo sta delala, zdaj sta bila tudi obsojena za trgovino z ljudmi. Ne. Ko se takole pogovarjava, pa ko razlagate te zgodbe, veliko sem tega tudi prebrala, se mi seveda postavlja vprašanje, kako je to možno v 21. stoletju. Zdaj, rekli ste prej, kakšne so večinoma te neke situacije življenjske teh ljudi, ampak tudi sicer, kje smo kot družba, če je v 21. stoletju vse to mogoče? Ne vem, vas glede na to, kakšni situaciji smo ta trenutek svetovno gledano res preseneča. V bistvu nas ne bi smeli, ampak v resnici je pa, če si ne zastavljamo teh vprašanj, če v bistvu se nam zdi, da moramo samo to kurativo izvajati, se mi zdi, da smo v bistvu odnehali. Jaz se absolutno strinjam s tem, se nismo odnehali, ampak dejansko je tudi nam na ključu vse zaposlene, se soočamo s temi občutki trenutno in je težko je, težko je, ker vidiš, da stvari toliko časa že delamo, toliko se trudimo, pa ni boljše. Pa vse programi so vedno boljši, programi so tudi vedno bolj dostopni, pa ne vem, gradimo neke dobre odnose z institucijami, se trudimo, da ti neki sistemi čim bolj delujejo, tam, kjer ne delujejo, postavljamo nove sisteme. Ampak zdi se, kot da je te ljudje, kot družba, da tukaj pa nekaj ni, zakaj ni premika, da je to nasilje toliko integrirano, da je toliko sprejemljivo, da se kar zdi, da so eni ljudje imajo neko vrednost in drugi ljudje imajo neko drugo vrednost. In te ljudje, ki imajo manj vrednosti, z njimi se pač lahko dela, kar se želi. No, in zdaj smo pri tem vprašanju. Kdo pa so storilci? Recimo, če pride do kaznivih dejanj. Različno. Ja. Spet je različno. Organizirane kriminalne združbe na eni strani. Lahko so te neki slovenski poslovneži, kot smo videli. Tako imenovani delodajalci, ki se pač okoriščajo s tem, kam je pač pomembno, da ima jahto, tisti nekdo drug bo pa pač zaslužil za to njegovo jahto, odslužujo. Ne vem, kako bi temu rekla. Tako, zelo različne so te zgodbe teh povzročiteljev, ampak dejansko to niso tisti neki klišejski, jaz ne vem, kako si pač človek predstavlja povprečnega kriminalca, ampak to ni samo to. Dejansko govorimo o tem, da se s tem kaznivim dejanjem oziroma s tem izkoriščanjem ukvarjajo različni ljudje, ki morda so celo toliko prepričani sami vase, da s tem, kar delajo, ni nič narobe, da se pa pač to tako je zdaj v tem svetu, tako, kot smo pač prej mogoče rekli, ampak vse tako se pa svet vrti, eni bojo vedno gore in pa dol. Ja, tako. Zdaj, statistike, ki jih vidimo v uradnih evidencah, tukaj je tam poročilo medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi, zadnje dostopno. Te številke so nizke, če govorimo recimo kazniva dejanja trgovine z ljudmi v obdobju 19 do 23, kazenske ovadbe, recimo eno leto 13, 29, 42, 6 leta 23 pa 25. Vi pravite, da je to samo vrh ledene gore, kar vidimo v teh statistikah. Zakaj? Zakaj v bistvu je teh statistike tako malo primerov? Po mojem to je spet tako kompleksno vprašanje, pa tudi odgovor. Eno je, da osebe same pač ne pridejo po podporo, se pravi, vse odvisno od tega, kaj se od zunaj opazi. Zdaj od zunaj se pa opazi toliko, kar je nekih kapacitet, kot je neke moči, kot je senzibilnosti. Tukaj se pa potem ujamemo to, da so, morda je policija, pa centri so vsi neki kadrovsko podhranjeni, enako inšpekcijske službe saj to govorijo, to je pač njihov odgovor na to, zakaj je tega malo. In nadzorov ni, ali pa je preslab nadzor, ko govorimo o prisilnem delu oziroma delovnem izkoriščanju, a veste, tukaj se, pridite, delavci, rabimo vas, pridite, ampak a potem kdo gleda, kje živijo, kako živijo, živijo v nekih človeka vrednih razmerah, so plačani, to kdo kontrolira, jaz ne vem, ampak vidimo, da v velikih primerih slabo kontrolirajo. Tako da
Ja, zdaj, kako doseči, da bi bil res ta nek nadzor dovoljšen, da delodajalcem to ne bi več hodili na pamet. Težko jaz to sodim. Jaz tudi ne poznam čisto vsakega segmenta, se pravi, da bi vedela točno vse procese, kako stvari funkcionirajo znotraj določenih tudi nadzornih organov, a ne? Ampak z našega vidika je pač problem to, kar pač vidimo, ko delamo žrtvami, da so bile čist izgubljene v tem nekem sistemu, da jih noben ni opazil na nobeni instanci. Se pravi, zdaj ne vem, na misel mi recimo prišel tudi primer ena od naših uporabnic, ki je že od otroštva do odraslosti je šla čez to, da je bila v bistvu v sistemu, ker pač ne vem, zaradi različnih razlogov ni mogla živeti doma, niti ni pomembno zakaj. Ampak ne glede na to, da je šla čez vse neke sistemske, pa neki zavodi, pa neke druge institucije in tako, je vsem se izgubila in jo ni noben iskal. In v tem obdobju, ko ni noben iskal, so se dogajale izredno slabe stvari. Pristala v prostituciji? Tudi, ja. Tudi. Kako ste recimo njo rešili? Mislim, kako je ona sama? Prek ene druge nevladne organizacije je prišla do nas. Preko Caritasa? Ne. Preveč je specifična zgodba. Aha, okay, ja. Tako da, ja, prek neke druge pač zaprosila je za pomoč, podporo nekje drugje in smo potem v bistvu ugotovili, da ta zgodba je bistveno širša. Ja, in se je potem izkazalo, da ne vem, ni bila recimo zaznana, da je dejansko bila, so celo takrat bili policisti v tem nekem nočnem lokalu, kjer je ona bila, ampak je bila Slovenka. In so mislili, da je bila sama takrat, saj sploh jo ni noben vprašal. In je v bistvu bila tudi ona izkoriščena za prostitucijo. Take zgodbe se dogajajo. Tako da, ja, jaz mislim, da je ta nevidnost, pa mogoče brezbrižnost ali pa pomanjkanje senzibilnosti. Jaz ne želim reči, da ljudje, ki delamo na tem področju, pač, ali pa ki delajo tudi v nekih teh skrbstvenih, socialno-varstvenih, tudi v institucijah, policiji, tudi na tožilstvu, kako bi rekla, da ne želijo videti ali pa da se obračajo stran. Ne mislim tega. Verjamem, da marsikaj vidi, ampak v teh nekih sistemih smo ujeti vsi, ne vem, stvari so mogoče preveč birokratsko zastavljene in potem se te ljudje, ki pa rabijo pač človeški stik, pogovor, da bi nekaj zaupali, ne, to se pa zgubi in ko tega ni, potem ne moreš nuditi podpore pa pomoči. Nekaj bi še rekle o dveh alarmantnih raziskavah, ki ste jih naredili leta 2022 in 2023. Gre za raziskavah o zlorabi otrok za prostitucijo v Sloveniji. Prva raziskava je v bistvu, da ste jo opravili med strokovnimi delavkami in delavci v Sloveniji in že tukaj ste jih v bistvu vprašali, ali so v preteklih 5 letih pri svojem delu zaznali, da je možno, da se mladoletna oseba ukvarja s prostitucijo, in približno 10%, 36 oseb je zaznalo to možnost, da je bil otrok zlorabljen za prostitucijo. Večinoma je šlo za otroke med 15 in 18 letom, ampak so bili tudi mlajši. Skupno število otrok, za katere so strokovni delavci sumili, da so žrtve prostitucije, bilo po preštetih najnižjih možnostih znotraj posameznih številčnih oken 120 do 248. In potem naslednja raziskava leta 2023, v bistvu, kjer ste spraševali mlade, kakšne so njihove izkušnje z novačenjem za izvajanje različnih spolnih aktivnosti, deljenje vsebin, spolno vsebino ter dejanske izkušnje z izvajanjem različnih spolnih aktivnosti v zameno za denar ali druge ugodnosti, recimo za bivališče, za večerjo, droge in tako naprej. In tudi tukaj ste v bistvu ocenili, da je situacija zelo alarmantna. Veliko je bilo v bistvu teh otrok, ki so imeli take izkušnje. Rezultati, pravite v vašem poročilu, rezultati, ki so nas kljub prepričanjem pretresli, pa so povezani z dejstvom, da smo se na delavnicah in pogovornih urah dejansko neposredno srečali s kar 75 otroki, ki so imeli izkušnje o zlorabi za prostitucijo. Na kakšen način, v bistvu, kaj ste ugotovili, na kakšen način prihajajo do tega, da se otroke da povzijo v prostitucijo, na kakšen način
torej prihajajo tisti, ki jih nagovarjajo v stik z njimi. Nekateri od teh, ki novačijo oziroma ki jim nekaj ponujajo, so tudi sami še otroci, ne? Ampak veliko gre pa za odrasle moške, ugotavljate, ne? To vprašanje dejansko razkriva pomanjkljivost naše raziskave, ker mi samega načina pri tej anketnem vprašalniku dejansko nismo odkrili, nas pa zanima. Tisto, kar vemo iz zgodb, s katerimi smo delali, se pravi tisto, ko nas mladi kdaj kontaktirajo, tukaj je pač bilo nekaj primerov v zadnjih letih, predvsem je šlo za manipulacije, novačenje preko spleta, prek nekih družbenih omrežij in tako, navezovanje stikov, vzpostavljanje nekega intimnega odnosa, vzbujanje občutka, da gre za nek partnerski odnos in potem neko izsiljevanje, manipulacije, izkoriščanje prostitucije. Ampak to najbrž ni edini način, ne? Tako da tukaj bo potrebno še ugotoviti, kje. Vemo, da so ranljivi tudi otroci, ki ne živijo doma, ki živijo pač v stanovanjskih skupinah, mladinskih domovih in tako, ki so bili pač umaknjeni od doma zaradi različnih izkušenj, ki so jih pač imeli. Tako da, se sprašujemo tudi mi, kako se do vsega tega pride. Vemo še tudi, da je povezano z drogami. Torej, ko so tukaj težave neke z zasvojenostjo, pride tudi več tega. Pride do večje verjetnosti, da se bodo mladi ukvarjali. Ampak 75 je, mislim, meni je to izjemno visoka številka. Me je iskreno povem, da me je pač presenetila nas vse, ko smo pač na ključu. Tudi to, da je bila najmlajša stara 10 let, ko je imela to izkušnjo. Tudi v tistem delu, ko smo recimo jih spraševali za to, če jim je kdo kaj ponujal v zameno za gole fotke, gole posnetke nekih spolnih aktivnosti. In to so bili otroci, napisali so, da so bili takrat stari na primer 8 let, ko jih je nekdo to spraševal prek spleta. Meni je to grozljivo, ne? To je res toliko vse prisotno. In precej očitno, glede na to, da je naša raziskava kaže na to številko, otroci, ki so pa zaznani uradno, govorimo pa o enem morda na leto, niti ne vsako leto, tukaj je ta razlika res izjemno, izjemno visoka. In kako zdaj to pač bolj uskladiti? Tisto, kar smo jih vprašali, ste o tem komu povedali. Veliko jih pove prijateljem, malo jih pove staršem. Samo eden pa na policijo, ne? Samo en je pošel na policijo, ne? Tako da tukaj imamo velik problem. Zakaj otroci mislijo, da ne morejo povedati? Tukaj bo verjetno treba delati nekaj na odnosih, tudi doma, konec koncev, tudi v šolah, več pozornosti nameniti temu vzpostavljanju takih zaupnih odnosov, da bojo otroci čutili, da so to varne točke, ne pa spet nek nadzor, nekdo, ki te bo obsojal, nekdo, ki te bo kregal, nekdo, ki te bo morda, kaznoval zaradi neke neumnosti, ki si jo naredil, ker itak mislijo zase, da so sami krivi za to, kar se jim je zgodilo. In to je eden od glavnih problemov tudi, seveda. Tako da tukaj imamo en tak začaran krog, ki ga bo treba, po mojem mnenju, res začeti razbijati na teh odnosnih nivojih. Torej najprej vzpostaviti zaupanje, da bodo otroci lahko povedali. Ko bomo pa to imeli, moramo pa cel sistem postaviti. Potem sistem pa ne sme zatajiti. Ko bo otrok enkrat povedal, pa sistem ne sme zatajiti. Ker če pa potem, ko bo povedal, ne bo ta oseba, tako, ne bo nekega zaključka, potem se pa zgodi hitro lahko, saj se ni nič zgodilo, kaj bi pa govoril, kaj pa ne. In bomo pa spet, bo situacija slaba. No? Tako da... Kaj je vaše sporočilo recimo tle za mlade in za starše? Mislim, za njihove starše. Starše otrok, tako bom rekla. In za mlade. Na kaj naj bodo pozorni? Kdaj naj vejo, da je prestopljena neka meja, ki jo nihče ne sme pristopiti v odnosu do njih? Mi mladim, predvsem na teh naših pogovornih urah, vedno rečemo, da naj svoje občutke poslušajo. Se pravi, ko se spuščaš ti v neke odnose, pa ko gre za spolnost, daj deli tisto, kar ti želiš delati. Ne pustiti, da ti nekdo drugo govori, da gre preko tvojih mej. To potem nisi dal privolitve, če se ti v resnici ne strinjaš. Če ne daš privolitve, govorimo o zlorabi. In ko govorimo pa o zlorabi, pa če ne zmoreš tega sam, ker je težko to sam sprocesuirati, daj povej nekomu, ki mu zaupaš. Zdaj, če to niso nujno starši, pač povej svetovalni delavki v šoli ali pa kakšnemu učitelju, ki ti je ali pa trenerju ali pa pač odraslemu sorodniku, nekomu od odraslih, ki mu zaupaš.
In potem pa, če odrasli, zdaj, če gremo naprej, če ste na tej strani, ko vam otrok nekaj takšnega pove, ne iti v, kaj si pa mislil, zakaj si pa poslala fotke, zakaj si pa ne, ni takrat čas za to. Sej otrok že ve, da je naredil napako na tem, mislim, da se je narobe odločil, da ima ta neka njegova odločitev neke zelo negativne posledice, za njega ni treba zdaj zakaj. Treba je zdaj, tole se je zgodilo, zdaj pa, kaj bomo pa mi zdaj naredili s tem? Gremo na policijo, dajmo prijaviti, blokirati, če ti nekdo grozi prek spleta, te izsiljuje, narediti skrine, da imaš dokaz. Ne se pustiti zlorabljati, manipulirati, pač postaviti te svoje meje. Problem so pa jasno ti mladi, ki že imajo izkušnje, ko njihove meje niso bile upoštevane, te pa jih bojo težje postavljali in bojo težko poiskali pomoč in podporo. Torej, kot smo že rekli večkrat, so najpogostejše oblike ranljivosti žrtev, zakaj so ranljive, brezposelnost, slabe možnosti za zaposlitev, slaba raven izobrazbe. Vi ste rekli, to ugotavlja tudi specializirano tožilstvo. Izjemno nizki zaslužki, zadolženost, potem gre tukaj za obveznosti preživljanja mladoletnih otrok, invalidni in brezposelni partnerji in tako naprej. Revščina je v bistvu ena od teh velikih rizičnih faktorjev, ki pripomorejo k temu, da imamo trgovino z ljudmi. Ja, je ena, ni pa edina. Tako ponavadi je revščina, se pravi, če je oseba samo revna, še ni nujno, da se bo zgodilo. Lahko morda se bi zgodilo prisilno delo, recimo za prostitucijo, pa to ni glaven razlog. Odvisno je malo spet od oblike izkoriščanja. Medtem ko pri zlorabi oziroma izkoriščanju prostitucije so pa večinoma še določene neke travmatične izkušnje skozi življenje. In kot piše v poročilu, ki sem ga prej omenila, ministrstvo je opozorilo, da so otroci, ženske, migranti, begunci in notranje razseljene osebe še posebej ranljivi za trgovino z ljudmi, da se tveganja za trgovanje z ljudmi vedno bolj povečuje tudi zaradi svetovne krize, oboroženih spopadov, pandemije, recimo gospodarske in družbene nestabilnosti in naravne nesreče. Vse to prispeva k temu, da mogoče bo teh problemov vedno več, ne pa vedno manj. Tako da me za konec zanima, če skleneva ta današnji pogovor, kaj je tisto, kar lahko vsak od nas naredi. Torej, eno je osveščanje, eno je prepoznavanje, eno ne biti tiho, opozarjajte, glejte, druge ljudi so pomembni, tudi mogoče niso v taki situaciji, kot si vi mislite, da so. Kaj pa moramo terjati od države? Odzivnost, integriteto. Se pravi, torej, da so institucije v resnici vredne zaupanja. Krepitev tudi kadrovsko na področjih, kjer je to preslabo, recimo tukaj govorimo o policiji, inšpekcijskih službah, tudi centrih za socialno delo, in pa spodbujati delovno oziroma, kako bi rekla, delovno okolje, ki bo varno, predvsem za tujce. Torej, kako se zdaj lotiti tega spodbujanja, to je pač na strani ministrstva, da premislijo, ampak jaz verjamem, da bi lahko tudi z nekimi, morda ne samo kaznovalno politiko, na drugi strani tudi z nekimi pozitivnimi pristopi in pozitivnimi zgledi vlekli naprej to, da bi stvari postale, se pravi, da bi se bolj normaliziralo to, da je človek v Sloveniji vreden, ne glede na to, odkot prihaja, je vreden človeške obravnave, je vreden tega, da se z njim dela spoštljivo, je vreden tega, da je njegovo delo plačano in je vreden tega, da ni zlorabljen. To bi bilo moje sporočilo. Hvala lepa, Polona Kovač, da ste bili moja gostja. Hvala vam. Hvala vam za vabilo.